danes. Dobro jutro, dober dan, dobrodošli na Kofetkanju. Men tlele gledam, a mi odpre, a mi ne odpre. Zakaj mi ne odpre? Internet ima spet svoje fore, ampak se ne bomo pustili motiti in bomo šli kar z današnjo temo naprej. In sicer za danes sem se odločila, da bom obdelala temo, Erika, pozdravljena, da bom obdelala temo temna noč duše. Temna noč duše v smislu tega, kar vsak sam občuti, da je njegova temna noč duše. So pa neki univerzalni, triggerji, ki to sprožijo, oziroma neke univerzalne smernice, ki se kažejo v tem primeru. Ok, super, dela. In sicer bomo pogledali te stvari. Zakaj pride do tega in predvsem kako splezati ven iz takšnih občutkov, tistih temnih, groznih, depresivnih, brezupnih, kaj še zraven pride, neprijetnih, razočaranj, marsikaj se namreč skriva na področju čustev, kadar govorimo o teh občutkih. In preden pa grem res v temo noter, vas pa želim povabiti v Facebook skupino Ljubitelji dobrih vibracij, ki je pravzaprav nastala ta teden in znotraj katere se bo odvijalo, bom rekla, vse tisto, Viktorija, pozdravljena, dobro jutro, se bo odvijalo vse tisto, kar se mogoče v tem času ne more v živo, tako da boste vključeni lahko tudi tisti, ki niste iz Ljubljane, ki prihajate iz bolj oddaljenih koncev Slovenije in boste lahko prisostvovali vibracijskim čajankam, ki bodo prenašane vsak torek ob 18. oziroma ob 19. v živo. Prva taka stvar bo pa že to soboto ob 12. ko imamo otvoritev nove razstave energetskih slik in bo Tomaž Sorko, ki je avtor, tudi z nami in bomo naredili en tak lep dogodek, ki ga bomo tudi prenašali v živo znotraj te skupine, tako da ljubitelji dobrih vibracij poiščite, dajte se pofočkati v skupino. In še ena lepa stvar je, tisti, ki se boste pofočkali do sobote ob 10. dopoldan, boste udeleženi tudi v nagradnem žrebanju. In vsak teden tisti, ki se boste na novo priključili, boste udeleženi v nagradnem žrebanju, ki ga bomo izvajali v času vibracijskih čajank, se pravi, ko bomo streamali v živo. Bodo pa znotraj te skupine tudi razne meditacije, zanimive informacije, debata, upam, da se bo razvila, tako da se bo ustvarila ena taka lepa skupnost, kjer bomo dvigali vibracije, kjer bomo držali vibracije, kjer bomo pravzaprav spreminjali sebe in s tem tudi seveda svet okrog nas, tako da lepo vabljeni k ljubiteljem dobrih vibracij. Spletna skupina na Facebooku. Druga stvar, v katero vas želim pa povabiti, je pa tole. Za vsako čustvo rožica cveti, uvodni tečaj od cvetne esence, ki bo 3. in 4. oktobra 2020 in jaz se ga neizmerno veselim, je seveda omejeno na 12 udeležencev. Polovica mest je še prostih, tako da se lahko še prijavite in pa do 16. imate, še bolj ugodno ceno, tako da se vam splača. Bomo pa na tem uvodnem tečaju pogledali seveda vse o tem, kako esence delujejo, tako da jih boste razumeli. Ne bomo se posvetili samo enemu sistemu, ampak bomo pogledali vse, in Bachove, in avstralske, in slovenske, in še vse ostale, da en tak kratek pregled bomo naredili. Moram pa dati eno opozorilo, in sicer takšna delavnica v živo, to pa ne more biti online, ker ne morete vseh esenc, vam ne morem online dati probati, ampak vsakič, ko bomo govorili o neki esenci, bomo to esenco tudi
užili, zato da boste začutili vibracijo, da boste izkusili vibracijo in potem si jo boste zapomnili na veliko več nivojih, kot če bi o tem samo poslušali. Tako da, če želite imeti pač ker zdaj me zelo veliko ljudi sprašuje, a bo to online. Jaz vam lahko dam informacije online, ne morem vam dati pa izkušnje online. In če želite izkušnjo, se morate usesti v avto in pripeljati. Žal drugače ne gre in si rezervirati te 2 dni in vidim, da se je večina ljudi očitno že toliko navadila, da je vse online, da enostavno sploh ne razmišljajo več, da bi se usedli v avto in nekam pripeljali, kar je v bistvu škoda. In po svoje že kar malo žalostno, ravno zato, ker izkušnja ni enaka. Izkušnja ni enaka in me na nek način kar malo žalosti, da so se ljudje, Helena, pozdravljena, da so se ljudje kar sprijaznili s tem, da jim je dovolj samo slišati informacijo, zamujajo pa izkušnjo. Tako da uvodni tečaj od cvetne esence vas bo dejansko transformiral, ker bomo šli skozi vse esence in običajno, ko govorimo o določeni esenci, ko se o tem pogovarjamo, se na to vibracijo naštelamo in jo doživite. In zato si ne rabite zapomniti. Tako da to je, bom rekla, to, kar se tiče teh obvestil. Več vas ne bom. Eno stvar vas pa še povabim in sicer v torek 15.9. imamo v Anima Soma centru prodajno razstavo kristalov. In sicer gospod Gregor Kralj, ki res obvlada te stvari, bo prinesel svoje kristale, tako da jih lahko pridete pogledati, potipati, začutiti in seveda tudi kupiti. Tako da, če zdaj imate kakšno, bom rekla, željo, rabim ta kristal, jaz pa ne vem čisto točno, kaj bi, pa kako bi, bo gospod Gregor tam, Domen bo tam, jaz bom tam, vsi bomo tam in bomo lahko pomagali, tako da izkoristite to priložnost in pridite od 12 do 5, bo to v torek. Se pravi, ne rabite se nič prijavljati, vi kar pridite. Ob 5 popoldne bomo imeli pa FB Live, oziroma bomo imeli pa pogovor z Gregorjem Kraljem v živo in bo tudi prenašan v skupini ljubitelji dobrih vibracij. Tako da, če ne morete priti v Ljubljano, se pofočkajte v skupino, pa boste pogovor v živo lahko spremljali. Če imate kakšno vprašanje okoli kristalov, kristaloterapije, karkoli tasga, lahko že na message napišete prej vprašanje, pa bo Gregor tudi odgovoril, ali pa vmes med FB Live-om boste lahko napisali vprašanje, pa bo sprot odgovoril. Tako da jaz verjamem, da se bo zanimiva debata preko spleta razvila. Tako, zdaj gremo pa res pogledati Temno noč duše. Temna noč duše ali pa Dolina solz ali pa, bom rekla, klinično so drugi opisi, ampak tisti občutki, ko vas zagrne tema. Tisti občutki, ko ima depresije, nečesa, da ste res potonili, da ni več sonca, da ni več ničesar lepega, da ni več svetlobe, da ni več izhoda. To so občutki, ki niso prijetni, sploh ne. Predvsem pa imajo, bom rekla, nek svoj redosled, kako do njih tudi pride, namreč zelo, 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 zelo malo ljudi na tem svetu se takih že rodi. Vedno je to posledica nekih dogodkov, nekih vplivov iz okolja, ki ste jih deležni, in sicer pride do tega lahko na 2 načina. Eno je, da je to en dogodek, ki vas toliko globoko prizadene, kjer je bolečina tako močna, ali naj bo to ob izgubi nekoga ali nečesa, ali naj bo to posledica nekega razočaranja. V glavnem nek travmatičen dogodek, ki se zgodi in vas vrže toliko močno v to smer, rekla, v te neprijetna čustva, da je težko potem priti nazaj zelo hitro. In to je en način, drug način je pa, da je več takih manjših dogodkov, da je nek vpliv okolja, ki se konstantno ponavlja in vas konstantno, bom rekla, prestavlja v te neprijetne občutke. In ko to traja dovolj dolgo,
se navadite biti v teh občutkih. Se pravi, ne glede na to, a je en dogodek, ki vas je prestavil v neprijetna čustva, ali je to več manjših dogodkov, ko nimate tehnik, ko nimate orodij, ko nimate znanja, ko nimate vedenja, kako ven iz tega, to lahko traja dolg časa. Nekateri so lahko leta v takšnih občutkih in ne vejo, kako ven. In običajno je tako, da se najprej smilimo drugim in nam dajo svojo pozornost. In to nam majčkeno paše celo. Ne? In celo paše biti potem v takem stanju, zato ker se svet začne vrteti okrog nas in dobimo pozornost, dobimo ljubezen, dobimo naklonjenost, dobimo karkoli, kar nam na nek način odgovarja, in zato pravzaprav ni nekega hudega razloga, da bi šli ven. Potem pride eno obdobje, ko se začnete smiliti že sami sebe, ko v bistvu niti ne rabite več nekoga, da pride in reče, pa vse bo, pa tako naprej, ampak že sami sebi se začnete malo smiliti, koliko ste bogi. Oziroma se začnemo smiliti, koliko smo bogi, ker vsi smo bili na tak ali drugačen način v takšnih občutkih. Se pravi, pri nekaterih to lahko traja leta, pri nekaterih lahko traja nekaj dni, pri nekaterih lahko traja nekaj ur. In tisto, kar se potem zgodi, ko dovolj dolgo to traja, je, da se tega navadimo. In nam postane domače. Se pravi, in tleh je ta past, tleh je ta nevarnost, da nam že v možganih nevronske povezave v bistvu naredijo to pomoč, to podporo, da smo lažje v teh občutkih, da je skozi v bistvu v tem noter, v tem načinu razmišljanja. In nevronske povezave v možganih so stvar navada. Se pravi, naši možgani vsako stvar želijo spremeniti v navado, zato da je, lažje, da ni treba vsakič na novo razmišljati, zato ker to kuri energijo. Se pravi, mi smo bitja navad in tudi čustva so lahko stvar navade. Smo navajeni biti v nekem čustvu. In večkrat, ko smo v tem čustvu, bolj se tudi nevronske povezave v možganih povezujejo in ratujejo močnejše in ratujejo bolj krepke. In ko je ta nevronska povezava enkrat res, ker ni sam tanka nitka, ampak je taka, špaga ali pa že orang shojena pot, potem je vedno težje priti ven iz tega. In takrat pravzaprav, ne glede na to, kakšno pomoč vam nekdo ponudi, tega ne boste sprejeli, zato ker bi to pomenilo preveliko spremembo za vaše, tudi čist možgane, ker bi to pomenilo, da je treba velike energije nameniti temu, da se nekaj začne drugače, da se nekaj spremeni. In še hujše je, da potem lahko s časoma to postane stvar vaše identitete. To sem jaz, tak sem. In takrat je pa to, že tisto osebnostno spremembo potrebno narediti. Veliko ljudi je, se pravi, ki je v vlogi žrtve, je običajno v teh neprijetnih čustvih in stanjih, zato ker žrtev je vedno Boga, vedno je Boga. In Bogi ni nekdo, ki je vesel. Bogi ni nekdo, ki je optimističen. Bogi ni nekdo, ki mu vse laufa, ki je srečen, ki je vesel. In Bogi dobi veliko pozornosti. Dobi, v bistvu ne rab prevzeti odgovornosti, zato ker so drugi krivi. To je lahko življenje kot tako, to so lahko okoliščine življenja kot take. Ni nujno, da je neka oseba, ki vas da v takšno stanje. Marlena, tudi tebi pozdravček. Tako da vse te vloge, ki jih igramo in so žrtev, nas ne bodo nikoli pripeljale do veselih, srečnih trenutkov. Bojo nas pa pripeljale do tega, da bomo dobili pozornost, da bomo dobili energijo, da bomo dobili, mi mislimo ljubezen, ampak dejansko to ni ta prava ljubezen.
In ko ste v tistem, joj, sej kaj pa jaz lahko, sej nič ne morem, sej tako je že moja babica bila, nimam moči, ne da se, sej sem vse probal ali pa probala, to velikokrat slišim, sej sem že vse probala, potem pa vprašam, kaj natančno. Ja, sej sem se pogovarjala s prijateljem, ok, kaj še? Ja, pa sem prebrala 3 knjige, aha, ok, se pravi, to je vse. Se pravi, večina ljudi niti ne pozna vseh načinov, kaj vse se da, in zato mislijo, da so probali vse, ko probajo 3 stvari. In imajo občutek, sej sem vse probal, ampak to ne pomeni, da ste res vse probali. In ta v bistvu spirala, ki gre navzdol, gre vedno globje in jo je vedno težje potem obrniti. In tisto, kar mene kar malo žalosti, oziroma kar še ni v kolektivni zavesti, je, da v bistvu si dovolimo sprejeti pomoč. Da si dovolimo, da nas podpre nekdo, ki na tem področju nekaj ve pa zna. Ker ne glede na to, kako blizu so vam prijatelji in prijateljice, sem 99%, da niso ustrezno usposobljeni, da bi vam pomagali ven iz vaših težav. To, da je nekdo vaš prijatelj, ga še ne kvalificira, da je ustrezno usposobljen, da vam pomaga ven iz vaših težav. In zato je v bistvu sicer vam je lažje, ko se nekomu izpovemo, ko nekomu povemo, ko svojo tisto težo predamo nekomu, pa nam je pol malo lažje za nekaj časa. Ampak to ne reši ničesar, to ne pripelje do nobene rešitve, to ne vodi do nobene spremembe. Sprememba v bistvu dlje časa, kot ste bili v neki tej solzni dolini ali pa dlje časa, kot je trajala vaša temna noč duše, težje je spremeniti nekaj na boljše. Sicer vi si tega lahko želite, ampak ta želja običajno mora biti toliko močnejša od tega stanja, v katerem ste, da res naredite sami od sebe spremembo, da jaz pravim, da ni nemogoče, ampak je zelo malo verjetno, da se to zgodi. In zato je potrebno tudi dlje časa. Veliko ljudi pričakuje, da bo, ne vem, ena seansa rešila zadevo. Da bo ena terapija rešila zadevo, da bojo 14 dni jemali esence, pa bo vse dobro. Recept, da tako rečem, za esence nekje, kadar se pogovarjamo o spremembah na osebnostni ravni, je, da za 1 leto, rekla bolezni v narekovaju, je potreben približno 1 mesec jemanja esence. Tako da, če ste bili vi 20 let v depresiji, da tako rečem, potem ne morete pričakovati, da boste v 14 dneh zadevo obrnili okoli. Ljudje pričakujejo, da bojo, kaj v 14 dneh, v enem tednu se drugače počutili, da bojo v enem tednu sanirali tisto, kar je nastajalo 20 let. In to žal ne gre. Tukaj vas moram razočarati, žal. Je pa tako, da več kot namenite energije temu, da boste nekaj spremenili. Se pravi, če poleg tega, da jemljete esence, hodite še, ne vem, na coaching ali pa na neko strokovno obliko pomoči, se pravi, da intenzivno delate, da sami še nekaj vlagate, da berete knjige, da začnete res spreminjati te svoje nevronske povezave, se da to precej hitro potem, če gledamo relativno gledano, se da to precej hitro potem spremeniti. Tako da seveda najlažje je, bom rekla, nekam pa vzeti kemijo, ki na kratek rok zelo hitro naredi spremembo. Ampak vzroka pa ne reši. Vzrok se je pa začel z nekim dogodkom, kot sem že na začetku omenila, se pravi z neko travmo, z nekim šokom. Vzrok se je začel ali pa z več majhnimi šokci, z več majhnimi travmami in vedno je potrebno nasloviti tudi vzrok. Tako da recimo najbolj, če začnete, je, da najprej kar kakšen emergency od avstralskih esenc
vzamete in ga jemljete 3 tedne. V tem času na energetskem nivoju začnejo esence spreminjati vašo matrico, energetsko začnejo spreminjati določene pretoke energije tam, kjer so bili zataknjeni. Zato, da se začnejo odpravljati tisti izvorni vzroki, tisti izvorni šoki, ki so pripeljali potem do vaše temne noči duše. Tako da to je recimo en tak in zelo pomembno vprašanje, če želite res ven, na katerega si je potrebno odgovoriti, ko ste v takšnem stanju, ko rečete, ok, sicer mi ni fajn, ampak sem navajen. Jaz dam primer ponavadi, ko si do vratu odrekel, je še vse v redu. Zato, ker ko ste do vratu odrekel en čas, ste se navadili tega. Navadili ste se smradu, ne smrdi vam več toliko kot na začetku. Navadili ste se te toplote, tega dreka, navadili ste se strukture, navadili ste, da sicer se ne morete premikati, ampak vse še malo še živite. In šele, ko, bom rekla, pride do tle, ko je ogroženo vaše življenje, ker ne morete več dihati, takrat bo verjetno dovolj močen potisk za spremembo. Ampak zakaj bi čakali? To je vedno vprašanje. Zato se vprašajte, kaj imam jaz od tega, da sem v tem dreku? Kaj imam jaz od tega, da sem v teh občutkih? Kaj imam jaz od tega, da negujem ta čustva? Ker nekaj imate od tega. Nekaj imate od tega. Ali dobite pozornost, ali v bistvu je to tista vaša cona udobja, ki ste jo navajeni, ker je to navada in vam je to lažje tolerirati in prenašati, kakor narediti spremembo. Nekaj imate in če se vprašate pol še naprej, a je to, ne glede na odgovor, ki pride, šele če je tisto odgovor, ok, a sem se vse naučil o tem čustvu. A poznam zdaj to, recimo, ne vem, stanje depresija, zdaj poznam to stanje. A mi je jasno, a sem ga izkusila do konca, še kaj rabim tle noč se naučiti. Že s takimi vprašanji začnete vi spreminjati perspektivo in ko začnete spreminjati perspektivo, dobite druge odgovore kot običajno. Tako da, in če nadaljujete še naprej, a je to, kar si želim od življenja? Tle je običajno ne. Običajno. Ampak tisto, kar je pomembno potem je, da nihče drug ne bo prišel pa začel drugače delovati, če vi ne boste znotraj sebe nekaj spremenili. Če ne boste prevzeli odgovornosti in rekli, ok, kako pa želim živeti svoje življenje, kako ga pa želim preoblikovati. Meni je bila, enkrat sem delala en video tudi o depresiji in depresija, v bistvu mi je bila zelo všeč definicija, da je depresija najnižja točka, na kateri smo, kjer se lahko odrinemo za skok naprej. Se pravi, v bistvu depresija pride zato, da nas nekam drugam da nam omogoči, da se odrinemo nekam drugam. Zdaj vprašanje je, kam? Kaj želite imeti od življenja? Kam se želite odriniti? A je to, kar sem do zdaj povedala, vam je razumljivo, vam kaj zvenijo zvončki v ušesih ob tem, a se prepoznate, dajte stisniti kakšen like ali pa kakšen komentar napišite, ali pa če poznate koga, ki na ta način deluje, pa zdaj vidite, da mogoče rabi drugačno pomoč, kot ste mu jo do zdaj nudili, samo toliko, da vem, da je majčken komunikacije, da ne govorim sama sebi, ker jaz te stvari že vem, zato jih govorim vam, da vam dam te informacije, toliko samo, da malo vidimo, kje smo. Majčken je ponavadi zamika pri prenosu v živo, tako da malo bom počakala par sekund, da vidim, če mi sledite, če je razumljivo, če je jasno. Erika pravi, da je vse jasno, odlično, hvala Erika za povratno informacijo. Tako da zdaj jaz
tako, kadar pridejo do mene te občutki, ker pridejo, vsi se v tem znajdemo, in sem jaz par ur v takšnih občutkih, je zame to že, ampak vedno pogledam, ok, kaj me je v to pripeljalo, kaj je tisto, kar mi je, Helena, hvala tudi za tvojo povratno informacijo, kaj je tisto, kar je sprožil vse to, In zdaj tisto, kar je bilo pravzaprav letos po zimi, še preden se je korona začela pri meni in je nakazovalo ta premik v drugo smer, jaz pravim, da sem bila v depresiji in v nekem, poleg nekega stresa in vsega tistega, je, ker se je v ozadju pripravljalo vse to, kar je zdaj novo, se pravi od slovenskih esenc, do teh sprememb, ki so s tem prišle. In je prišla res ta izguba nekega smisla, izguba nekega upanja. Jaz nisem več vedela, kaj naj delam, kako naj delam. Vse tisto, kar je bilo, se pravi, od coachingov do esenc na splošno, vse se je postavilo pod vprašaj, a ima smisel, zakaj to sploh delam, a je to tisto, kar želim. In v bistvu teh vprašanj si ne moramo odgovoriti v nekem stanju, bom rekla, sreče, veselja in optimizma. Ker ko zgubimo smisel, tudi to je, velikokrat je temna noč duše takrat, ko je nekaj, kar smo počeli v preteklosti, izgubilo smisel. In takrat moramo poiskati novega. To je, kot bi rekla, eno poglavje zaprli in moramo pisati novega. Ne vem, če ste se kdaj znajdli pred praznim listom papirja, na katerega morate nekaj napisati ali pa narisati. Najprej pride en tak trenutek praznine. Ok, kaj pa naj zdaj? Če ni bilo to že, ne vem, vmes, ko ste bili nekje druge, pa ste dobili, da jo moram zapisati, pol veste kaj, ampak včasih je pa tako, da ok, zdaj moram pa nekaj napisati. To ste se sigurno že vsi znajdli. Dajte mi en všeček stisniti, ali pa en srček stisniti, če ste se že znajdli kdaj v tej situaciji, ko ste imeli pred sabo prazen list papirja, pa ste mogli nekaj napisati ali pa narisati in ste bili brez ideje. In je bilo vse empty, vse je bilo prazno. Enostavno en tak trenutek zbeganosti, praznine tega, kaj razum išče, pa ne najde, ko v bistvu ni nič, kar bi se oprijel, ker ni ničesar tle, In potem v bistvu nekaj morate začeti, nekaj morate napisati, eno besedo, eno črto, nekaj naredite, da potem gre zadeva naprej. Da se potem stvari začnejo premikati, da se zadeve začnejo izrisovati oziroma izpisovati na tem belem papirju. In enako je, ko se znajdete v življenju, ko zaprete neko poglavje in začnete odpirati novega. In ko to novo poglavje v bistvu odpirate, je ta trenutek, ki je lahko tudi zelo dolg in neprijeten, ko je vse prazno, ko ničesar ni, enostavno, a bo sploh prišlo kaj. In zelo težko večina ljudi stolerira to obdobje. Vidim, da ste pridni, da všečkate, se pravi, da poznate te občutke. Zdaj, seveda jaz delam z esencami, zato bom rekla, da esence pri tem pomagajo. Normalno. Pomagajo tudi kakšna druga orodja, pomagajo tudi kakšne druge stvari. Predvsem pa pomaga včasih tudi nek pogovor. Se pravi, da greste, pa spet, prosim vas, kakorkoli, jaz imam tudi rada moje prijateljice in vem, da imajo oni radi mene, ampak običajno prijatelji niso usposobljeni za to vrstno pomoč. Razen, če se vi pogovarjate sami s sabo, pa sam rabite sogovornika. Takrat ja. Če pa želite neko usmeritev, neke konkretne zadeve, nekoga, da potegne ven, recimo coaching, je prav način, kako iz vas potegniti ven tisto, kar že veste. S pravimi vprašanji. Tudi ta vprašanja, ki sem vam jih prej postavila, vam v bistvu pomagajo razmišljati, vam pomagajo, da pridete vi do vaših notranjih odgovorov na to vrstna vprašanja. Tako da, in
velikrat tudi na to sem imela že webinar, tako da mislim, da je celo nekje pod videi na Facebook strani Mance Razboršek Life and Soul Coach o poslanstvu. Ljudje velikrat vprašajo, ja, moje poslanstvo. In seveda, če ga v nekem delu življenja ne živijo, nimajo smisla in potem padajo v te občutke, v bistvu v te neprijetne občutke, kjer ne vejo, kam se obrniti, ne? Ko je pred njimi prazen list papirja, njihovo življenje in ne vejo, kaj napisati, ker niso v stiku z svojim višjim jazom. Ne bomo se tukaj spuščali v te globje vzroke, ampak zaradi tega, če ne živimo tega, zaradi česar smo tukaj, če ne živimo svojega poslanstva, potem skoraj obvezno bomo v nekem obdobju življenja padli v neke globje občutke, ki niso prijetni, ali pa v depresijo ali karkoli. In potem upamo, da nam bo nekdo drug povedal, kaj je naše poslanstvo. Zato sem jaz nehala delati angelske readinge, ker enostavno zavest človeštva kot takega, oziroma zavest nove dobe, je prevzemanje svoje lastne moči. In noben drug ne more opraviti te naloge namesto nas. Zato ne bo prišlo od odzunaj, kaj je vaše poslanstvo. Ampak mora priti od znotraj. Ker samo to, ko bo prišlo od znotraj, vam bo dalo motivacijo za naslednji korak. Vam bo dalo dovolj energije za premik. Tokrat sem že govorila z ljudmi, ki so, šli pa ne želim tukaj reči, da to ni prav ali pa da je narobe ali karkoli, ampak šli so k nekim ali jasnovidcem ali tudi intuitivcem in so jim rekli, ja, ti moraš delati pa to, pa to, pa to, to je tvoje poslanstvo. In tega ljudje niso začutili v sebi in se seveda tega niso lotili. In dokler sami ne pridete do tega znotraj sebe, vam lahko 100-krat povejo, kaj je vaše poslanstvo, pa tega ne boste zaživeli. Jaz se spomnim, ko je mene enkrat ena moja učiteljica rekla, ja, jaz tebe vidim tako, rekla, z rožcem, pa tako neko cvetje, pa te stvari, jaz sem jim gledala. Okay, ja, sej uvažam esence. Ampak dokler ni prišlo to res od znotraj, nisem o tem znala niti razmišljati. Tako da bom po domač povedala, džabe, da je ona meni to rekla. Je potem, ko sem letos pomlad, ko je to res prišlo, sem se spomnila teh besed. Rekla, to je to. Ampak dokler sama nisem prišla do tega nisem mogla prepoznati, ozavestiti, integrirati, kaj šele živeti. Tako da ne gre na silo, ne gre, da bo nekdo vam rekla, da vam bo nekdo drug nekaj napisal, pa narisal, pa rekel, zdaj pa to deli, pa to živi. Sami, ko pridete sami do tega, takrat dobite tudi motivacijo za premik. Zdaj, iskanje tega je pa potem seveda druga stvar. In kot sem prej rekla, globje kot ste v neprijetnih občutkih, bolj kot je temna vaša noč duše, bolj kot je solzna vaša dolina, bolj vas prosim, da si poiščite nekoga, ki ve, kaj dela. Da si poiščite nekoga, ki ima dovolj kvalifikacij, dovolj referenc, dovolj izkušenj, da vas ven pripelje. Ker ta odriv iz te najnižje točke gre lahko zelo visoko in je fajn, če je tudi varen. Se pravi, da res naredite tisto transformacijo, tisto spremembo v svoj potencial, ki vas čaka, ker vsi ga imate v sebi. Vsi ga imate v sebi. In ta najnižja točka je tisto brklanje po temni senci, po temnih dolinah, po temnih delih sebe, ravno zato, da vemo, oziroma da na nek način potem tudi znamo ceniti tisto, kar pride. Tako da to je tema, o kateri bi lahko govorila dolgo, pa me zanima, če je še kakšno vprašanje, da ga imate, da želite postaviti,
Zdaj, kar napišite spodaj v komentar, lahko mi tudi na zasebno pošljete, pa vam bom tam odgovorila. Vidim, da moram jaz tlele glih malo osvežiti. Tako da to temo sem danes v bistvu odprla ravno zato, ker prihajamo tudi v eno obdobje jeseni, ko se začnejo dnevi krajšati in ko pride statistično gledano počasi prihajamo tudi v najbolj depresiven mesec v letu, to je november, ko pride tema, ko pride dež, ko pride vse sorte. December potem z vsemi žurkami že vleče ven, ampak november je običajno problematičen. In sonce, pravijo, da sonce je tisto, ki ga najbolj pogrešamo in ki povzroča depresijo, če ga ni. Se pravi, odsotnost sonca, odsotnost svetlobe. Zdaj pa spet lahko govorimo o zunanji svetlobi, lahko pa govorimo tudi o notranji svetlobi. In notranja svetloba je tisto, česar so v bistvu naša svetlobna telesa lačna, kadar v bistvu osebnost rije po teh temnih dolinah. Tako da svetlobno telo potrebuje visoke vibracije, svetlobno telo potrebuje v bistvu tudi pomoč, svetlobno telo ima zmožnost, da deluje in da v bistvu pride do tistih sprememb, ampak mu moramo pomagati. Tudi, ni velikrat, ko sem jaz dala naslov svojemu prvemu blogu Zdravljenje duše in dolgo časa sem delala tudi pod tem imenom Zdravljenje duše, so mi govorili, ja, pa duša je zdrava, duša nima težav. Čist tam pri izvoru, ja. Ampak takoj, ko so se začele izkušnje na katerem koli nivoju izven tega izvora, izven enosti, ima pa tudi duša svoje težave, ki jih v bistvu lahko rešujemo tudi tukaj, ker se veste, mikro-makrokozmos, kakor zunaj, tako znotraj, ko nekaj razrešimo, to gre skozi naše celotno svetlobno bitje in zato se da marsikaj popraviti. Da vidim, če je kakšno vprašanje. Javno ne. Da vidim, če je kakšno vprašanje prišlo v Messenger. To moram imeti pa ven. Danes delam s telefonom, pa vidim, da je malo več, malo manj fleksibilnosti, vseeno. Okej. Malo počas odpira. Okej. Dobro, očitno je vse jasno. Ali pa bodo kasneje vprašanja, ko boste gledali posnetek. Če se vam bo kasneje porodilo, kaj lahko tudi vprašate, pa se bom potrudila odgovoriti, drugače pa zakaj imam tako rada cvetne esence? Ravno zato, ker pomagajo dvigati vibracijo s tistimi kvalitetami, s tistim tam, kjer to dejansko potrebujemo. In kar so mene esence naučile, oziroma vse delo tudi z aurasomo in z vsem tem, je, da je vsako čustveno stanje na vibracijski lestvici, jaz temu rečem. Se pravi, če imamo tle veselje, je tle popolna odsotnost veselja. Če imamo tle, rekla, ljubezen, je tle popolna odsotnost ljubezni. Če je tle radost, je tle popolna odsotnost radosti. Se pravi, tisto, kar mi rečemo pozitivna pa negativna čustva, je v bistvu samo različna vibracija. In če vibrirate tukaj, boste doživljali bolj ta čustva, se pravi, ki so povezana z odsotnostjo teh tukaj gor. Koliko mi všeč, kaj to na ekranu lahko kažem. Se pravi, tukaj, če ste vi vibracijsko tukaj, če tukaj vibrirate, potem boste doživljali vse, kar je tlele. In ne morete, če ste tle, ne morete doživljati tega, kar je tle. In je treba dvigati svojo vibracijo in jo dvigujete, da pridete do sem. In potem v bistvu, ko poznate ta ekstrem in ko poznate ta ekstrem, potem vi lahko izbirate, kje tukaj znotraj boste pluli. Oziroma znate, ko ste tle, znate prideti gor in vas ne, bom rekla, ne preseneti toliko ali pa ne
ne prizadene toliko, tudi če od tle kdaj malo padete sem, in je to potem za zelo kratek čas. Jaz se hecam in velikokrat rečem, da meni je težava že, če sem 1 uro v depresiji. Ampak ja, pridem v te občutke, včasih grem namenoma v te občutke, zato da vidim, kaj je tam, da vem, od česa se moram spet nazaj gor odriniti. Eni trdijo, da sladka kava zjutraj škoduje pretočnosti alergij. Jaz se je ne želim odpovedati. Jaz tudi kofetkanje imamo, jaz tudi kavo pijem. Tisto, kar se mi je zgodilo, res odkar zdaj delam z esencami, je, da jo ne sladkam več toliko, jo prenesem bolj grenko kot običajno, oziroma če si jo doma kuham, jo sploh ne sladkam. Kar se pa tiče pretočnosti energij, vezano na hrano, vezano na razne substance in tako naprej. Tako bom rekla, ko ste enkrat povezani z svojim bistvom, svojim višjim jazom, vam ta naravno pove, kaj je za vas dobro, kaj ne. In tudi veste, kaj je za vas dobro in kaj ne. In bom tako rekla, če je ena zemeljska substanca, se pravi kava, močnejša od vaše zavesti, potem to pomeni, da ji dajete toliko moči, da ji rečete, ok, ta kava je močnejša od tega, kar jaz lahko kot bitje svetlobe s svojo zavestjo naredim. Zdaj pa vi sami presodite, a to ima smisel ali ne. In tudi tako je, če vi kavo pijete s tem, joj, tole mi škodi, joj, jaz ne bi smela, ampak je to dobro, joj, jaz ne bi. Kakšno informacijo s tem vi krepite, kakšno informacijo s tem negujete. Zdaj, pa vseeno, je to kava, je to karkoli drugega. Vi veste, kdaj vam nekaj škodi, pa kdaj ne. In če vam je nekaj res, bom rekla, in če to ni tlačenje nečesa, se pravi, če ne, potem jaz pravim, da ni s tem nič narobe. Drugače pa nokota, esenca, jaz sem priklopljena na mikrofonček, se ne morem tako stegniti. Nokota. Esenca nokote je namenjena prav temu, da ugotovite, kaj vaše telo potrebuje, pa kaj ne. Darka, z veseljem odgovorim. Nokota vam pomaga, da pridete v stik s svojim telesom in ker telo ima svojo lastno inteligenco. In vaše telo vam bo povedalo, kaj vam škodi, pa kaj ne. In nokota poveže s to inteligenco telesa, s to inteligenco fizičnega telesa, zato da vi lahko v bistvu sami pridete do tega, kaj vam škodi, kaj ne. Nekomu kava škodi, nekomu pa ne. Nekomu cigarete škodijo, nekomu pa pač ne. Nekomu škodi, ne vem, gluten, nekomu pa ne. Ni enega recepta za vse. Vi morate pride do tega, kaj je za vas dobro. In se pravim, če je fizična substanca močnejša od vaše energije, potem je vaša zavest nečemu predala moč in tam dajte reči, ok, kaj je res tisto resnično zame. In takrat v bistvu tale esenca nokote lahko pomaga. Zdaj jaz vam vedno pač povem tudi, katere esence so glede na temo, ki jo obravnavamo, primerne. Takrat, ko ste v teh temnih občutkih, ki so posledica nekih šokov iz preteklosti, nekih travm, ali pa vam je samo to stanje travmatično, dajte najprej začeti z emergencyjem od avstralskih esenc, lahko tudi z Bachovim rešilnim zdravilom, ampak v tem primeru Bachove delujejo bolj nežno, bolj subtilno. Če želite, bom rekla, bolj začutiti, če želite hitreje doseči rezultate, potem so avstralske esence bolj za vas. Ampak pejte s tem, da mi je pa všla misel. Zunaj so nekaj začeli vrtati, pa mi je ušlo. Pejte s tem, kar vi čutite, da je za vas prav.
Pejte s tem, kar za vas vibrira, ker drugi nekaj rečejo. Dajte pogledati, a je to nekaj, kar vibrira za mano, a je to nekaj, kar jaz čutim, da je tudi zame resnica, ali zame to ne velja. Ljudje smo individualni, se pravi, imamo, vsako telo je drugačno, vsako svetlobno telo je malo drugačno, ima svoje potrebe, svoje značilnosti, a ne. In jaz lahko, ne vem, nekaj pojem, pa nimam s tem težav, nekdo drug pa nekaj poje, pa ima močno alergijsko reakcijo. Tako da, za esence sem govorila, no. Pejte s tem, kaj čutite. Če čutite, da so bahove za vas, vzemite bahove. Če čutite, da so avstralske za vas, vzemite avstralske. Ne preveč racionalizirati. Pejte s tistim prvim feelingom, s tistim prvim občutkom, ne kaj je on rekel, ne kaj je on prav, ampak a je to zame res, a je to moja notranja resnica, a to z mano vibrira. Tako da tisto, kjer recimo je ena taka prva pomoč, kadar ste res v nekih globokih občutkih, je kamilica, da vam pomaga priti do veselja, ampak kamilica vam ne bo, recimo esenca kamilice, vam ne bo rešila vzrokov. Vam bo sam pomagala, je majčken iz tle ven sem gor, ampak vzrok kamilica je v bistvu za takšne, bom rekla, travmatične zadeve, za razreševanje preteklosti ni, je pa narcisa. Esenca narcise vam pa pomaga, da rečete, ok, do zdaj je bilo tako, od zdaj naprej želim pa to. Da se obrnete naprej, da se nehate ukvarjati s tem, kar je bilo, s temi preteklimi zadevami, da lahko spustite in se v bistvu toliko sprostite, da vidite, kaj se vam odpira za naprej. Še ena taka esenca, ki pa tudi pomaga, boraga, je pa za moč in pogum. Se pravi, ko imate občutek, joj, se meni to ne bo ratal, saj kdo pa sem jaz, da bi mi to ratal, takrat vas boraga vam da tisti srčni pogum tudi, da sledite, se pravi, temu, kar je za vas dobro. Tako da jaz bi, če bi vam predlagala, bi rekla, narcisa pa boraga skupaj, da vas potegneta in da vam data moč in pogum za naprej. Najprej emergency, potem 14 dni emergency, potem pa narcisa in pa boraga, da začnete gledati naprej, da začnete v bistvu, da dobite tisto moč, da dobite tisto pogum. Za vse povezave z višjim jazom, zato da ta svetloba pride, da sonce posije, so pa potem rožnati slak pa gorski glavinec. To so pa tiste, da vas povežejo, da tudi intuicija začne delati. Tako da z esencami se lahko igrate, odvisno od tega, kaj potrebujete. Lahko tudi mene vprašate, lahko pridete k meni na individualno posvetovanje, kjer naredimo cel coaching, plus glede na to, kaj se vam dogaja, vam jaz pol ta prave esence dam. Zdaj, slovesen so seveda nove, so seveda moje, mislim, sem jih jaz skanalizirala, in naredila, ampak to ne pomeni, da druge esence ne delujejo in jaz bom še vedno delala zaenkrat z drugimi esencami in prilagodim to, katere potrebujete. Tako, zdaj smo šli sicer malo ven, bom rekla malo stran in mislim, da danes sem bila kar dolga, vidim, ojej. Ampak mislim, da smo pokrili to področje, da je zadeva bila dovolj aktualna. Želim vam, da stopite ven iz svojih starih vzorcev in da si res postavite to vprašanje, kaj želim od življenja, kakšno življenje želim živeti, in da ga začnete sami ustvarjati, da začnete sami pisati to in nehate kriviti vse okoliščine za to, kar je trenutno v vašem življenju. Ja, ok, narciso, vzemite, res, ok, tako je bilo, ampak zdaj dajmo pa drugače. Zdaj dajmo pa v drugo smer, zdaj pa kam se lahko obrnem, kam grem lahko naprej. Tako da to je to, uživajte, imejte se fantastično, se vidimo v soboto preko Facebook live ali pa v živo, če bi kdo želel priti, mi lahko še piše na message, da bi prišel v živo, drugače bo pa Facebook live prenos
v skupini ljubitelji dobrih vibracij. Vidimo se potem na kristaloterapiji oziroma razstavi kristalov, ki je v živo v Anima Soma centru, ob 5. popoldne pa potem tudi spet prenos v živo pogovor z Gregorjem Kraljem, ki bo te kristale tudi prinesel, in pa potem naslednji četrtek spet kofetkanje, tako da gremo naprej.